Dragi ljubitelji zgodb, slišali bomo tisto z naslovom Božični prazniki po točkah, ki jo je napisala Mateja Gomboc. Ana, Vid in Dora tistega dne kar poskakujejo, ko se vračajo iz šole. Zadnji dan pred Božičem in nato dolge počitnice. Pa tudi dan je bil prekrasen. Pisali so voščilnice kuharicam, čistilkam in hišniku, okrasili celo šolo, imeli proslavo, si na koncu drug drugemu zaželeli lepe praznike in zdaj domov. Treba se bo organizirati, da bomo fino izkoristili dneve, reče Ana. Kaj? Se Dora skoraj ustraši te strokovne besede. To pomeni narediti načrt, pojasni Vid in pogleda Ano, saj tudi njemu ni čisto jasno, kaj ima sestra v mislih. Načrt, kaj bomo počeli vsak dan, pojasni Ana. Se igrali s kockami, gledali risanke, pekli piškote, brali knjige, navdušeno skače Dora. Kaj pa, če vsak od nas pripravi načrt za en dan, predlaga Vid. Krasna ideja, ga pohvali Ana. Za danes ima načrt že ati, za jutri, ko je Božič, pa mami. Potem pridemo na vrsto mi. Jaz začnem, ker sem najstarejša, v petek, prav? In jaz za tabo, pohiti Vid. Nato ti, Dora, pa spet Ana, jaz, Dora. Jaz sem za. Jaz tudi, vzklikne Dora. Rečeno, storjeno. Ati ima res izdelan načrt. Po kosilu postavi drevešček in naredi prostor za jaslice. Smrečico krasita Ana in Dora, Ati in Vid pa pripravljata jaslice. Ko se zvečeri, gredo vsi skupaj k družinski polnočnici. Pojedo večerjo, nato pokadijo hišo in pojejo božične pesmi. Nazadnje še dolgo sedijo ob jaslicah. Tudi mami ima načrt za božični dan. Po maši ji vsi trije pomagajo pri kuhanju. Vid in Dora pripravita mizo, Ana pa preprosto malinovo sladico. Kmalu je cela hiša polna, saj pridejo dedi, teta in stric z družino. Vse popoldne se igrajo družabne igre. Malo manjka, da se dedek in mami ne spreta pri človek ne jezi se. Še dobro, da vmes poseže Dora. Tako, zdaj smo na vrsti mi, naznani Ana bratu in sestrici. Smo, pokimata. Petek Ana. Sprehod po gozdu in skupno branje Pike Nogavičke. Sprehoda morajo teči domov, ker se ulije dež. Sobota Vid. Gradnja stanovanjske četrti iz Lego kock in metanje na koš. Oboje Vid obvlada, sestri pa po njegovem potrebujeta še nekaj vaje. Nedelja Dora. Igranje z barbikami, pri čemer je Vid zadolžen za izdelavo šotora s pomočjo kuhalnic in kuhinjskih krp. Igra se konča, ko mama nima več s čim pomešati mineštre. Zatečejo se k branju Pike Nogavičke. Ponedeljek Ana. Activity. Umirajo od smeha, ko uprizarjajo pogovore. Laž ima kratke noge, se spremeni, v počasi se daleč pride. Torek Vid. Silvestrovo zahteva dobro organizacijo. Vid dovoli sestrama, da sodelujeta z idejami. Tombola po večerji je odlično izpeljana. Za nagrade si med sabo razdelijo vse, kar se je med letom nabralo po hiši, pa tega ni nihče potreboval. Sreda Dora. Predlog, da bi na Murija narisali pike, ker nimajo konja tako kot Pika, ni sprejet. Obiščejo sosedo, teto Mici in z njo pečejo piškote. Četrtek Ana. Urejanje fotografij v albume prekine sneženje. To! Zamenjava načrta! Izdelava snežaka in kepanje, itak! Petek Vid. Prejšnji načrt, da bi imel filmski maraton, pade v sneg. Sankanje, kepanje, angelčki. Sobota Dora. Izlet k dediju in teti. Igre brez meja z bratranci in sestričnami. Nedelja, skupni projekt.
Ni ga bilo, ker je bilo treba napisati vso domačo nalogo, pospraviti šolske torbe, iz njih odstraniti vse smeti prejšnjega leta, se natančno umiti in iti bolj zgodaj spat. Pa toliko dobrih idej še imam, vzklikne Vid. O, še marsičesa nismo počeli, se strinja Ana. Jaz sem se toliko vsega naučila, reče Dora. K sreči bodo kmalu zimske počitnice.